Oktobra na Prešercu bi se pravzaprav moral zgoditi prvi slovenski Hyde Park, na katerem bi ljudje, državljani, državljanke, tako mladi kot stari, upozorili jasno in glasno to arogantno oblast, kaj jih teži, s kakšnimi problemi se dnevno srečujejo. Zlasti področje sociale, zdravstva, oskrbe starejših in tako dalje je eno najbolj akutnih stvari, na katere bi verjetno kazalo jasno in glasno opozoriti. Pred enim letom približno, ko se je konstituirala sedanja vlada, je bilo marsikaj obljubljenega. Bile so obljubljene tudi reforme, od pokojninske reforme na trgu dela, glede zaposlovanja, sociale. To so res tisti najbolj občutljiva področja, ki se tiče prav vsakega posameznika, in glede na to, da vlada deluje že več kot eno leto, moramo reči, da v bistvu nekih pravih premikov, ki bi dali neko pozitivno smer v tem okviru, ni bilo, oziroma ni bilo nobenih zakonodajnih predlogov, kaj šele, da bi lahko zakone sploh obravnavali in kasneje sprejeli, ki bi dali neko pozitivo našim državljanom. Jaz lahko rečem, da državljani so nezadovoljni, zlasti kar se tiče sociale in tega področja. Zdravstvo, vidimo, kaj se dogaja. Imamo ustanovljeno preiskovalno komisijo, ki odkriva marsikatere zlorabe in nedelovanje, nefunkcioniranje tega sistema. Če se še dotaknem naprej zdravstva, bil je obljubljen zakon o dolgotrajni oskrbi, tako kot tudi prejšnja vlada Mira Cerarja, veliko je obljubljala, bolj malo je naredila. Zdaj tudi po enem letu te vlade veliko obljub na začetku, bolj malo realizacija na koncu, tako da jaz mislim, da je skrajni čas, da tudi ljudje povedo svoje, kako so nezadovoljni. Upokojenci tu z kakšnimi pokojninami morajo iz dneva v dan se prebijati, in čas je, ja, da tudi državljani dajo vladi jasen signal, kakšno življenje vsakdanje jih čaka, in da prevzame vladajoča koalicija tudi neko odgovornost za to, za kar se je konstituirala. Se vam ne zdi, da, žali Bog, lahko uporabim izraz, da imamo pri nas neke vrste invalidno demokracijo, v kateri opozicija stalno znova in znova skozi sklice izrednih sej in tako dalje opozarja na te akutne probleme, pa se konec koncev zaradi, bom rekel, glasovalnega stroja, ki je v Državnem zboru, nič ne zgodi, da enkrat pa res ljudski glas bo segel ne samo v 9. vas, ampak tudi na Gregorčičevo. Jaz upam, da se te vaše besede uresničijo, kajti jaz sem vedno znova razočarana v Državnem zboru, ko opozicija, naša Slovenska demokratska stranka, predlaga dobre rešitve, ki bi vsem nekaj resnično dobrega doprinesli, ali je to spremembe pokojninskega sistema, ali je to neka splošna sociala, ali zdravstvo, ali delavci glede njihovih obdavčitev plač. Skratka, predlagamo dobre predloge in potem na koncu ti predlogi padejo v Državnem zboru samo zaradi tega, ker jih pač ne predlaga prava stranka. Jaz mislim, da to ni cilj demokracije, da vendarle bi se moralo gledati, da tiste prave, dobre rešitve, ne glede na to, katera stranka jih predlaga, da se sprejmejo. Sedaj pa se dogaja že eno leto tako, da oni rešitev sploh ne predlagajo, tisti, ki jih pa mi predlagamo, jih pač ne sprejmejo, zaradi tega, ker nismo z njimi v vladi oziroma ker jih pač predlaga Slovenska demokratska stranka. Seveda ne bom ugibal, ali Slovenska demokratska stranka podpira oziroma se bo članstvo udeležilo tega shoda 10. oktobra. Glejte, Slovenska demokratska stranka je in vedno bo podpirala vse tisto, kar je dobro za naše državljane.